Nova epizoda s podcasta prinaša v resnici temo, o kateri se nismo še pogovarjali. Govorili bomo o tem, kako se pravilno postaviti, ko nas hoče nekdo fotografirati, ali se da skriti kakšen kilogramček in podobne zadeve. Zakaj? Zato, ker je z mano danes v studiu Matic Lipar, fotograf in grafični oblikovalec. Živijo. Živijo. Kako smo? Jaz odlično, pa ti? Tudi v redu. Veš kaj, malo ti moram priznati, da se mi zelo dobro zdi, ker si mi na začetku, predno sva začela, povedal, da je tole tvoj prvi podcast. Ja, res, to se verjetno zdaj le kar razširala, ne, povsod verjetno. V upanju, ali kako? Ja. Zakaj sem se, Matic, odločila, da te povabim? Prvič zaradi tega, ker me absolutno zanima delo fotografa, da nam boš mečkan več o vsem skupaj povedal. Ampak najprej, prvo, kar te moram vprašati, zdaj na poti do sem nisem našla nobenega jumbota, nobenega plakata. Večinoma jih imam bolj po Gorenskem. Ja, pač. Zdaj, za tiste, ki morda ne vejo, o čem govoriva, po Gorenski oziroma tudi verjetno še kje drugod, se lahko opazi tvoj jumbo. Bolje, da te, kako že slika? Bolj, da te fotka Lipar kot pa radar. Pač nekaj sem iskal, kva bi bilo komično, da ne bilo preveč na hard, ampak tako, se je pa kar parjelno, moram reči, da je folku všeč. V bistvu je ratela kar dobra kampanja. V bistvu pa sem pa naredil še foro, da je tiska se fotka z jumbotom oziroma ga slika na Instagramu, pa med tega dobijo take štumfe. No, zdaj jaz sem doma hotela sprintati to fotografijo in prinesti in reči, a to tudi šteje, ampak se nekaj se mogoče mi bo pa vsem prinesel. Ne, da sem tako zmenila, da je ti dal ti štumfe. Ok, ja, nogavičke, super. Lipar dizajn, imaš na zoom, cak. Evo, tako da pričakujem en story od tebe, pa da me tegaš, pa da kaj izviren ga napišeš. Nič ni za sto, ne? Ja. Ena od majhna objavce na story noben. Absolutno, hvala lepa, jih bom mogoče nosila že na naslednjem So snemanju. pa kar hitra, no ne vem, pač prijele so se take. Ampak dejva iti mogoče sam na začetek. Vse skupaj je nastalo čistko iz heca ali je to neka dobra marketinška kampanja? Ne, v bistvu sem vse sam se spomnil, ni nobenega marketing ekipe zadaj. V bistvu iz fore, ne. Malo sem razmišljal, kva bi dal na štumfe, pa sem pa rekel, ko vidim skozi moje stranke, ki so na jumbotih, da bi bilo fajn, tudi sem jaz enkrat gor, in pač pa se je nekako razvil, tudi v enem sodelovanju z Evroplakatom smo naredili in tako. Pa je ful se je parjelno to. Odlično. Ni pa verjetno to kakšna zadnja od takšnih stvari? Ne, bom še kaj. Pač sam to pride spontano, nikoli ne planiram, kva bom naredil. Pač tudi moji storiji niso tako zelo uradni, ampak so zmeraj bolj vse v hecu. Folk ma najraj, če se v bistvu sebe norca dosti delaš. To je pa tudi neke vrste umetnost, da se znaš. Ja. Ker ni vse tudi ne več smešno, ne? Ja, no, tako. Pač vse v enih majah normale, Tako. Matic, marsikdo te pozna ali pa te je spoznal tudi zaradi tega, ker zelo veliko sodeluješ z vplivnicami in vplivneži v Sloveniji. Kako je sploh do tega prišlo? A si to mogoče za eno slučajno začel, pa se je pol to razširil? Absolutno vem, da v prvi vrsti moraš biti dober, ampak... Ja, v bistvu influencerji so poleg drugih stvari, ki jih tudi delam, ampak najprej sem z enimi začel, pa z drugimi, pa pač ena priporoča, drugi si se vse med sabo poznajo, pa družijo, pa če se ujamemo, je super, Tako je, par jih imam rednih, ki se vsak mesec dobimo, delamo pač reelse, video, fotko, karkoli rabijo, Aha, tako da v bistvu vse lahko tudi narediš, ne samo, da jih poslikaš in tako. Kako pa so zahtevne slovenske vplivnice? Zdaj bom bolj o ženskah, zato ker se mi zdi, da ženske se večino imam manj sam ženske. Aha, pa tudi bolj smo občutljive verjetno pri fotografiranju. Zdaj kakšne so manj, kakšne bolj, ampak načeloma, kaj enkrat spoznaš, kaj rabijo, gre pa zelo hitro, Kaj pa pomeni, ko si rekel, nekatere so bolj, nekatere manj, kaj pomeni recimo primer zahtevnosti? Naprimer, ene rabijo več fotografij, da izberejo eno dobro, ker naprimer jaz tudi delam v tem smislu, da jim prepustim, da izbiro in naredimo več fotografij in potem one zberejo tisto in jaz pa dokončno tudi zrihtam, za objavo. Tako, kakšne pa rabijo, par slik pa je že v redu. Ampak več, ko sodelujemo, skozi manj rabijo fotk, ker pač tudi jaz vem, kjera svetloba jim bolj paše, kva jim odgovarja, kakšne postavitve in tako naprej. Zdaj, ravno to si omenil, postavitve, luči in tako naprej, oziroma svetloba. Ja. Dejansko marsikakšna stvar, na katero
nekdo, ki se samo malo s telefonom slika, ne pomisli, pa močno vpliva na to, kakšna bo na koncu lahko fotografija, ali pa posnetek? Sploh jaz sem začel studijsko fotografijo, tudi šolo imam za to narejeno, študiral sem tudi v tujini šolo. Tako da, pač svetloba je ful pomembna, kako pade svetloba na obraz, da lepo zgleda, da je čim manj utrujenosti na obrazu, da se skrijejo vsi mazoli, pač podočnjaki, kar probamo narediti. Potem je pa še dokončna obdelava, da se, jaz ne rečem, da photoshopam, ampak jaz rečem, da sam zbrišem utrujenost. Aha, da se lep sliši. Lepo. Študij v tujini, kje si bil? Študiral sem šolo za umetnost v Lizboni. Sem študiral tam 1 leto, drugače sem pa delal faks, sem diplomiral inženirji grafične in medijske tehnike na NTF-ju v Ljubljani. Ampak v bistvu fotografija je tako mali s hobija rata. V bistvu, v osnovi sem bil grafičen oblikovalec, zdaj tega ne delam več, na spletni strani imam še skozi, ampak redko kaj naredim. Ampak toliko mi je zdaj fotografija zavzela prostega časa oziroma mojega časa, da sem sam posvetil fotografiji ves moj čas, Študiral sem pa v Lizboni 1 leto, super izkušnja, tam sem spoznal tudi svojo ženo, v bistvu so se prej spoznala, pa je ona, pa je me presenetila dol prišla, pa tako naprej. Lepo, prišla za tabo, za ljubeznijo. To je bilo res en lep presenečenje. Zdaj, moram ti povedati, da ko sem se majčkeno pripravljala na tale najin pogovor, prav zelo veliko na spletu o tebi nisem uspela prebrati, najdeti, mi pa je ven skočil en članek, ki je po mojem že zelo dolg nazaj bil. Iz Kozmota. Ja, bravo! To je bil tudi en zanimiv, takrat sem bil pa bolj model. Ampak pač tako, v tistem cajtu sem se tako odločil, pisali so mi, pa smo rekli, zga pa ne. Zakaj sem to omenila? Zato, ker se mi zdi, da nekdo, ki je mogoče nekoč bil mal pred fotoaparatom, tudi mogoče, ne vem, lahko da narobe razmišljam, ampak lažje potem tudi prenese res je, to. Pa veš, kako se počutijo, kako se postavijo, tako malo. Veš, iz kjere smeri gledajo, oni tebe, tako da je tudi lažje jih usmerjati čez celoten proces fotkanja, ki ga imamo. Pa tako, zanimivno. Sem bil pa še v videospotih, pa tako, marsikaj. Takrat si rekel, koliko let je to nazaj? Raj rečemo, koliko kil je nazaj, ne koliko let. No, sej to, ker tam je ena izjava, ki sem si jo zelo zapomnila, mišice mi rastejo same od sebe. Kako je zdaj s tem? V bistvu mišice rastejo, ko spiš, tako da probamo čim več spati. Sej treniram še skozi, včasih sem se ful ukvarjal tudi malo bolj tekmovalno z bodybuildingom, to je bil tudi en obdobje v življenju. V bistvu to je bil moj prvi stik s fotografiranjem, pa z učenjem luči. V bistvu sem začel fotografirati bodybuilderje. Ful sem se osredotočil na to in sem poslikal skoraj vse ti builderje, tudi tuje, Italijane. Tam je pa sploh verjetno zelo pomembno. Tam je pa zelo pomembna, kakšna je luč, kako prikažeš vso to strukturo telesa. Tako takrat, ko sem bil jaz na odru za bodybuilding, nisem imel nobene dobre fotke, in pa sem se tudi malo s tem začel ukvarjati in pač je bilo, to so bile eni začetki taki, Pa se je pa razvil, pa se pa začeli družine prihajati, pa poroke imamo po let. Drugače pa veliko fokusiram na firme, kot so te fashion shootingi, pa produktno fotografijo ful močno delamo. Kako se je pa fotografija skozi leta recimo spreminjala? Zdaj, če pogledamo recimo poročne slike naših staršev, ali pa mogoče sem šla zdaj preveč nazaj, že mogoče 15 let nazaj, če pogledamo slike kakšnega para, ali pa danes, je to res, tako se mi zdi, da se je res spremenilo. Res je vse lepše, res je manj vse barvito in kičasto. Pač trendi se spreminjajo, mi pa sledimo njima. Ne vem, kako se je spremenilo. Pač vse te, včasih je bila fotka, so naredili eno fotko, ki so jo nalimali v album in to je bila edina fotka, ki so jo imeli in pač je to. Zdaj pa naredimo, 8000 fotografij na poroko, pa jih pa delamo, 10 do 20%, pa še te vse dodatno zrihtati, pa tako, Ful več je tega dogajanja se ujame na porokah, več čustev se mi zdi, ker včasih je bila samo važna fotografija ženina, pa ne veste, da se pa ujemajo čustva, ti dotiki, detajli, vse, scena, gostje. Ampak tudi tako se mi zdi, tudi sama slika kot takšna, potem končni izdelek. Spomnim se, veš, se mi zdi, zdaj ne vem, koliko let nazaj, to boš mogoče ti bolj vedel, je bilo zelo popularno, da je bilo tako črno-belo, pa so bile pa samo rože rdeče na sliki, tega danes res ni več. Zdaj vse v teh pastelnih odtenkih, da je vse nežno. Vse te zemeljske barve bolj, da je vse tako
lepo. Kako zelo so pa neveste lahko brazile oziroma naporne predno? Načeloma, ko se začne dogajati poroka, so toliko poroki, da mi večinoma smo bolj v ozadju, lovimo trenutke, ki so od začetka priprav, takrat nas sploh ne opazijo, pač jih malo postavljamo, ampak probam, vse moj stil je tak, da jih čim bolj sprostim, da so nasmejane, da so res to, kar so one. In to je tudi, se mi zdi, pri ljudeh všeč, da jih res sprostim, pa da so taki to, kar so, in to ful pomeni. Tudi zaradi tega se mi zdi, da to velik strank dobim, ker je tudi celoten shooting zelo sproščen, pa vse laufa tako, kot mora. Zdaj recimo, če pride k tebi nekdo, ki ima res ogromno tremo pred objektivom, pred fotoaparatom, predstavljam si, da ga moraš malo sprostiti in tako, ampak verjetno ga pa tudi malo pa veliko usmerjaš. Zelo se poznajo fotke, ki so narejene na začetku shootinga, pa so narejene na koncu shootinga. Od začetka so vsi malo bolj trdi, jih postavljaš roko tja, malo obraz tja, s pogledom, malo jih probaš nasmajati, sprostiš jih s kakšnimi vajami, ampak tako pač skozi celoten proces v shootingu se vidi, na koncu fotke so veliko bolj sproščene, kot pa na začetku. In to je v roku 1 ure se že vidi. Pa imaš recimo kakšen nasvet, ki bi ga lahko dal nekomu, ki pa pač ima na splošno tremo pred objektivom, pred kamerami, ko mora kaj povedati. Recimo tudi pri vplivnicah, recimo vem, da na začetku ima marsikakšna težava s tem, ko se mora kaj posneti. Ja, ampak ko vidijo fotke, ti jim tudi vmes čez proces pokažeš fotke, pa vidijo, ful dober, sploh nisem vedela, da je to lahko dober. Pa jih ta dobra že fotka, ko je ta prvi pogled, da vidi, da ni tako hudo, jih sprosti še bolj. In je zaradi tega to lažje tudi naprej. Na svet pač. Sam pa idite, to je delo nas, da vas popeljamo v eno to izkušnjo. To v bistvu fotkanje ni samo, da se prideš fotka, to je v bistvu izkušnja. Tudi, ko so te večje fotkanja, ki imamo, ko pride, 5 modelov, vizažistka, v bistvu, to je tudi ego boost za punce, tako pač dober jim je, tako, kako lepa si, tako, ful jim je dober, Tudi ena taka zanimiva izkušnja in vsem priporočam, da se grejo fotkati zase, za kjerga kola. Ampak vsem pa je lahko mogoče kdaj potem ta tanka meja med tem boostom, ki si zdaj rekel, pa mogoče kdaj pa kakšno lahko preveč to potegne noter. Se pravi, govorim o nekih Instagram idealih, ki so zdaj trenutno zelo, nažalost, in koliko si sam tega tudi deležen, ko njih recimo fotografiraš? Zdaj, v bistvu ti ideali se bolj izražajo v postprodukciji, se mi zdi, ko si punce dajo ti filtre gor, sploh, ko so ti kakšni face-app programi, ko so zelo low quality programi, ko so vse v bistvu na koncu se reče, da vse zgleda isto. Vse mi fotografi delamo retušo tako, da pač izbrišemo utrujenost, popravimo lepotne odtenke, da spreminjamo pa osebe taka, kot je. Lih to je fora. Problem je pa, ko jaz dam fotografijo od sebe, ker nima več nadzora, kaj da ona pa še česa ali pa karkoli. Kaj se potem kasneje še sam se mi zdi, da s temi, ki jaz sodelujem, da ful ni tega. No, to me ravno zanima. Koliko pa je pri nas še, bom rekla, tega pretiravanja? Ker en čas je bilo res tega. En čas je bilo res, se je prav opazili, da so bile, FaceApp je bil posod, po celom Instagramu, vsi so bili isti, vse so bili isti, vsi so bili isti. Tako grozno. Zdaj se mi pa zdi, da se vračamo nazaj malo bolj v natursceno, tudi folk bolj sprejema to, tako da je to ful bolno. A imam napačno prepričanje, da se zdaj tudi morda z leti vedno bolj spet ohranja to zavednost ali pa zavedanje po naravni lepoti, a ne kar naenkrat, recimo tudi vplivnice, zdaj spet se bom k njima, ker pač z njimi delaš, ampak včasih vemo, pa so bili make-upi ful bolj izraziti, pa umetne trepalnice, pa vse živo, Danes pa kada bi se spet to malo premaknili v to neko naravno. Se mi zdi, tako kot si rekla, da vsi se vračamo nazaj natural beauty, ker opažamo, da je to najbolj pomembno, da ni važen, koliko močen je make-up, pač koliko si obdelana. Problem pa je tudi nastopa, naprimer, ker naročniki iščejo punce za modele, oni iščejo po Instagramu, gledajo slike, in če vidijo, da so tam že slike dosti naravne, pa lepe vejo, da bo taka punca tudi prišla. Problem je, če ima punca toliko obdelane fotografije, pa na shooting pride čisto druga oseba. In to se je kdaj zgodilo? Ja, se je zgodilo in pa je bilo treba, sploh če se slikajo kakšne kopalke ali pa v spodnjem perilu, če se kaj slika, kaj pač veliko kože in je pa potrebna tudi več obdelave, če je fotografiranje, za spletno prodajo in tako naprej. Vedno smo nekako povezovali
fotografe, takšne studijske in tako tudi s dejstvom, da ste bili obkroženi z lepimi dekleti. Je to kdaj vplivalo na, ne vem, tvojo vezo, na tvoj zakon, na tvoje življenje? Ne, pač žena me vedno zaupa, tudi jaz sem bil vedno korekten do modelov, tudi sploh posebej je smotanje, če eno tako se mi zdi, da je zaupanje med modelom pa fotografom je ful potrebno vzpostaviti. Vem, da je že punci, ki se fotkajo, naprimer v spodnjem perilu ali pa v kopalkah, nelagodno. A je tudi že meni je malo težko, ne? Probaš jo čim bolj sprostiti, tako da se ona počuti varno, najbolje, če je več osepa, ne? Da nisva sama, ne? To je najbolj. Ne? Pa se tudi ona lažje sprosti. Tako, pač vseeno moraš ohraniti eno dostojanstvo, dajati prostor, pač, če se preoblači, čakaš. Tako, pač moraš biti uvidevan zelo. Tudi zame je težko, če se punca tam slika, nočem, da se počuti, da jo gledajo vsi. Razumem, ja. Pač daješ en prostor, pa da se počuti varno. Zdaj v tujini je pa vseeno marsikdaj bilo slišati, da so modeli naleteli tudi na kakšne grde stvari, ne samo od agentov, tudi mogoče od fotografov, snemalcev. Vse to se verjetno hitro razveče, karkoli to se mi zdi, da pač se vedno dogajalo, ampak te mlade punce sploh, ki želijo uspeti, pa jo podležejo temu, ampak pač če je do tak, to se zelo hitro razveje. Mislim, da je bilo zdaj nekaj je bilo zdaj na Instagramu od enega nekaj, ne vem točen, ampak vem, da so imeli zdaj nekaj, Ja, in me zelo žal za te punce, pač najbolje, če pridajo z naročniki, pa da je vse po uradni poti, pa da se ve, pa za koga se dela in tako naprej. Tako kot pri vseh stvareh, v bistvu, da se ne išče bližnjica. Ja, vem pa, da se dogajajo take stvari in žalostno za to. Si imel kdaj kakšno prigodo s kakšnim modelom ali pa s kakšno vplivnico takšno, da ste se res nasmejali ali pa da je šlo vse narobe? Ja, teh majhnih prigod je skozi, pa se lokacija, sem prišel na napačno lokacijo v napačni uri ali pa ne vem. Marsikakšna pravi, da te težko nahrani, ko prideš. Dostikrat snimamo za kakšne naročnike, ki je vključena hrana ali pa karkoli, ampak ponad ne jemlih tistih stvari. Pač probam čim hitreje delati, ker sem takrat tam, ampak tako, ja. Sem pa vesel, če me pogostijo. Okay. Je pa res, da te vsi te v bistvu spuščajo v svoj zelo oseben prostor. Je, v bistvu si zelo velik tudi pri njih doma in tako naprej. Z velikimi pa je rateš kar malo kolega, pa se tudi podružimo kdaj na kakšnih piknikih, tako, in pa s tem pač vzdržuješ eno vez in je super, Zdaj, glede na to, da z večjimi sodeluješ, pa rekel si, se itak vse med sabo poznajo, ampak vseeno pa ni med vsemi tega splošnega prijateljskega duha, če lahko temu tako rečemo. Škoda, Škoda, ja. Meni je fajn, če smo vsi prijatelji. Koliko pa ti poslušaš tudi potem, se ti zaupajo punce, kaj takole? Ja, kaj izveš tazga, ker preden pride sploh javno na Instagram. Če sploh pride, verjetno. Ja, ali pa tako. Pač probaš ohraniti zaupnost, kot odvetnik. Zelo diplomatsko, Ja. Zdaj, spet bom šla nazaj k porokam. Zdaj sva majčkeno se že pogovarjala o tem, v smislu, kako so se trendi spreminjali in tako naprej. Na porokah se mi pa sploh zdi, da se velikokrat zgodi, da je par mogoče eden od, takšen, ki pa ne mara fotografiranja ali pa mu je neroden in potem, recimo, če je to moški, zdaj bom dala... Ja, se ponatijo v velikih primerih. Bolj tako verjetno, Pa je pa zraven novopečena žena, ki si pa res želi imeti lepe in fantastične fotografije. A se kdaj zgodijo trenja pol na takšnih fotkanjih? Ne, ker v bistvu vsi vajo, da je na porokah se bo zelo veliko fotkov, da je on v spredju in se večinoma kar pripravijo fantje, da bo tisti dan zdržal on, da bo pač to da bo za en dan pač se dal sebe ven, oziroma sebe, da se bo, kako bi to rekel, da bi ženi naredil uslugo, da ne bo huda. Je pa verjetno na porokah itak veliko bolj vse skupaj tudi sproščeno, tako kot si prej rekel, se gre za lepo stvar. Ja, potem, ko se začne, se je toliko dogajanja, da razen pri portretiranju, ki jih delamo sam ženina pa nevesto, takrat je malo več poziranja. To je tisti čas, ko ponavadi svatje čakamo, ne prideta že nazaj. So toliko zaljubljena, da večinoma so že tisti pogledi, dotiki, naredijo tiste lepe fotografije. Da je lahko že to dovolj, ne? Ja. Kakšen bi dal nasvet, recimo,
lahko tudi rečeva konkretno meni, če recimo se bi midva zdaj slikala, a so kakšne, bom rekla, poze, se pravi, kakšna, kje roka res ne sme biti, ali pa kako res ne smeš stati. A obstajajo kakšne zakonitosti glede tega? Obstajajo, večinoma pa prepustim najprej, če se vas slikala, verjetno se bova, si mi že pisala, ne, za fotke, ne, da rabiš nove Vse me bo izdal. za nove poslovne fotke. Boš prišla k meni, se bom malo pogovorila, malo pogledala, kakšne fotografije so ti všeč, ne vem, kakšen moodboard se stava, potem te bom pa čez celoten proces usmeril, kam daš roko, pa vidim, če se počutiš v tej pozi dober, pa če se kam naslonaš, ponad je ful lažji, da če oseba nek sedi, sloni, naslonjena je ful lažji, ponad imajo vsi probleme z rokami, ne vem, kam dajo roke, vsi jih imajo gore. Ja, tako kot med govorom, noben ne ve. Postavljajo, malo držijo, malo pač... Ja. Sponad so problem roke, a ne. Kaj pa to, kar pravijo eni, veš, glavo naprej? Ja, pomaga malo, a ne. Podaljšati vrat, malo. Skrit pod bradek, a ne? Ja. Vse, pač to so malenkostni popravki, milimetrski, ki jih pač povem, ti v bistvu svoje kretno to narediš in se že malo pozna na fotografiji, a ne. Glede na to, da imaš tudi samo otroka, a ne? Ja, 2. In glede na to, da je zdaj res, mislim, naši otroci zdaj pač res rastejo gor in s socialnimi omrežji in z internetom in tako veliko bolj, kot smo pač mi, a ne? Se ti kaj bojiš tega trenda? Ja, v bistvu smo starši odgovorni, ko damo telefon otrokam, a ne. V bistvu mi imamo pravil, da imate otroka sam za vikend, da je takrat, ko ni šole, pa še to ne dovoljva teh TikTokov pa YouTube. Pa v bistvu, lahko pa fotografirate? Ja, se v bistvu nas družino, pač fotografirate. Zdaj, marsikdo bi mislil, da če imaš doma fotografa, moža, da potem imate pa, ne vem, nenormalno veliko fotografij. Veliko družinskih fotografij. Ja, ko sta bila otroke 7-8 let nazaj, še majhna, da imamo une fotografije še skozi gor na stenah. Ni tako, da bi potem vsak letni čas imeli nove albume. Ja, ni časa, v bistvu, ja, kot pravijo Kobilova, kaj že? Ja, Kovačeva Kobila je vedno bosa, ne. Tako da ja, to se malo drži, a ne. Drugač pa največ sem pofotkal svojo ženo, no. Tudi, ko sem se učil, pa tudi zdaj me pač zelo ustvarjam portrete, ki si jih jaz dam za dušo mojo, ki imam nekaj bi ustvaril in mora pa jo ona, ne vem, v mrzlo vodo, pod vodo biti, pa ne vem. Kakšni so, ja, res kakšni so takšni portreti, ki ti rad ustvarjaš? Se pravi, ne da ti naročnik reče, kaj rabiš, ampak tisto, kar je tvoje. To so takrat za dušo. Vedno sem bil fasciniran nad očmi, nad obrazi ljudi, in portreti. Vedno sem to mi je bilo najbolj zanimivo fotografirati. In potem ženo, Katarino ponucam za kakšne te posebne portrete, ki si jih jaz zamislim in pa je to nekako probal ustvariti. Zdaj vodo si omenil, v kakšnem smislu? Ja, v bistvu enkrat sem si zamislil, da bi jo slikal v obleki, taki rdeči obleki pod vodo, a ne. In potem sem jaz z akvarijem šel, pač doma v bazenu, ki ga postavimo, pa sem šel pa z akvarijem, pa s fotičem v akvariju pod vodo, ona je bila pa pač spodaj mogla biti obrnjena na glavo in take poze. Tako. Ok, se pravi poskusni zajček, ampak v bistvu za tvojo umetnost. Ja, tako da sem ful hvaležen. Pa ima take nesoglasji pol vmes, ker si predstavljam, da če bi me nekdo kakšno mrzlo vodo pošilil, pa me še komandiral, kako naj se postavim, ne vem, če bi bila glih zelo dobre volje med tem. Ne, je zelo trpežna. Je trpežna. Ja. A kdaj obrneta? Ne, ponad ne, če se fotkam sam, se kar self-portrete delam, pač na samosproživce se slikam. Sam to je zelo redko, v bistvu sem se na zadnje fotkal zdaj za Jumbota. No, ker tudi to, ne, v bistvu po eni strani bi človek mislil, da si tiste vrste fotograf, ki bi si želel tudi biti pred fotografom, oziroma pred fotoaparatom. Po drugi strani pa ne, si pa tako malo sramežljiv. Ja, včasih mi je bilo to bolj, če sem se slikal za Kozmo takrat, zdaj sem pa pač se staramo in da me bolj ustvarjati spomine za druge. Kaj pa recimo fotografija kot takšna, zdaj obdelala sva kaj vse, se pravi od portretov do porok, do vplivnice in tako naprej. Kaj pa tista fotografija, ne vem, popotniška ali pa kakšna takšna, da bi, a si imel kdaj kakšne razstave ali pa te je to kdaj zanimalo? V Kranju sem imel neke razstave, ampak so bili portreti spet, sem imel v Stari pošti, so bili po stopnišču ene razstave, so bile pa v srednji šoli. Sem naredil tudi eno, ker takrat sem čistko fotografiral, pa sem dal v knjižnico, drugače pa nisem imel prav razstav. Pa tudi prijavljam se na te tečaje. Te ni to nikoli zanimalo?
niti nimam toliko časa se s tem ukvarjati, ker imam toliko ostalih fotografiram, pa za zrihtati fotke, pa ne pride toliko do časa tega. Koliko časa pa res ti vzame, recimo, tako kot si prej rekel, poroka 8000 fotografij, mislim, to je res številka, ki si jo ne znamo predstavljati, kaj to zate naslednji dan pomeni? Se ni sam naslednji dan, to traja kar en čas, da narediš selekcijo fotografij, da pogledaš, kje vse večinoma, to je tako 10 istih fotografij, samo moraš pa vse pogledati, kje imajo vsi odprte oči, kje so vsi v redu, da je nekaj tacga, potem, da nam tudi malo pomaga AI pri obdelavi, včasih smo vse... Aha, se poslužuješ od tega. Ja, ampak so te profesionalni programi, ki jih še dodatno plačujemo in nam pomagajo, pač pospeš hitrost obdelave, včasih smo to vse na roke delali, tudi tako, ful je lažje. Ampak to pomeni kaj, da recimo ti daš neko sliko, ki ti jo potem AI to že obdela? Ja, jaz določam parametre, ki jih želim in pač mi on to zrihta. Še vseeno so kakšne stvari, ki moramo ročno še dokončno narediti, ampak nam pomaga zdaj več. Ni to tako, da bi zdaj filtre gor dajala, ampak to so bolj zahtevni programi. Se pravi, lahko rečeva, da ti olajšuje oziroma olajša delo na nek način. Pa si sicer kritičen do razvoja tega ali ne? Ja, če bo omejen, bo v redu, če bojo pa prepustili, pa ne vem, kaj se bo zgodilo. Zdaj, dogaja se tudi, zakaj se sploh fotkat fotografu, če lahko naložim na aplikacijo svojo fotko, pa mi naredi 30 portretov za 2 evra. Pač tam vsi ljudje želijo tudi samo izkušnjo fotografiranja, tudi une fotografije zaenkrat so še vedno take zelo mehke, take plastelinaste se prekli, tako zelo vse lepo. Vseeno ljudje radi vidijo svoje malenkost napake na fotografijah. Kdo bi si mislil, ne? Ja. Zdaj, omenil si, da se veliko tudi, ali z aplikacijami, ali sami. Zdaj, v dobi pametnih telefonov se mi zdi, da smo res že vsi lahko kar mal, ne bom rekla fotografije, ampak da lažje naredimo dobro fotografijo. Kaj to pomeni za fotografski poklic? Zdaj, tisti, ki bojo želeli imeti profesionalno, še vedno je zelo velika razlika med telefonom ali pa profesionalnimi fotoaparati. Tisti, ki se snemajo za reel, se je tudi že dovolj s telefonom, ampak se mi zdi, da tudi firme želijo profesionalen posnetek. Vsem se vidi, kaj je ta mehkoba na posnetku, na fotografijah, čist drugačna obdelava, čist drugačna kvaliteta, vidi se, da je bilo narejen s fotoaparatom, tudi postavitev, kako kompozicija vse. S telefonom je pač v redu za sliko, storije, pa to jaz priporočam. Velikokrat dobim vprašanje, kaj priporočaš, kjer fotoaparat kupiti. Rečem, če se naš profesionalno ukvarjal s tem s telefonom slike. Pa sploh za potovanje, pa za to. So čisto dosti kvalitetne. Je lahko dovolj. Potopisna fotografija te pa ni nikoli zamikala? Ne, ponavadi, če gremo, najraje uživam, da ne nosim sabo še fotoaparat. Zmeraj, ko moram kaj vzeti sabo, imam občutek, da delam, če imam fotoaparat sabo. Čim opremo sabo? V bistvu na začetku sem še nosil več, zdaj pa nič več, da imam pa telefon. Dopust, da se spočijem. Zdaj, ko sva ravno pri dopustu, ne vem, je to bilo lani, 2 leti nazaj, ne vem zdaj točno, mislim, da smo lahko tudi pri tebi na storiju videli, da si dopustoval skupaj z Merlakom. Ja, z Damjanom. Sta tudi zasebno prijatelja? V bistvu mi, da so sošolca že iz srednje šole. Tako da se že dolgo poznava. Tako da v bistvu pa delam z njimi za hotele v Bohinju, za Alpinijo delamo in fotografiram te lifestyle fotografije, pa sobe pa take. Tako da je v bistvu bilo tudi malo zasebno in poslovno druženje na takih zadevah. Ker to je bilo, bom rekla, svoj vrsten, verjetno tudi dopust, jahta, prestiž, rdeča preproga. Zelo sem hvaležen za to izkušnjo, ker verjetno si jo ne moram nikoli prvošati takega dopusta, tako da sem ful hvaležen za to, kar je naredil, povabil prijatelja in je bilo tudi, gor smo bili sami taki, ki se poznamo in je bilo super, tako sproščujoče. Pa ti sicer ugaja tak dopust ali pa način življenja? Ja, vsake toliko cajta, ja. Sploh, ker je tako pač en next level, drugače pa tudi. Mi ni važen, lahko sem s prijatelji v parkolcu ali pa na jahti za par milijonov. Ker zdaj v bistvu si marsikdo mogoče predstavlja, da tak dopust na takšni jahti seveda ne moramo reči, da ni prestiž, ne moramo reči, da to ni, bom rekla, od rdečih preprog do vsega, ampak vseeno
Pa ni pol, ali pa je, ne vem, lahko da se motam, ampak ni to pol, da se čisto samo kaviar je, pa da je vse najdražje. Ne, hrana je bila kar dobra, ima zasebenega kuharja, gor, ki te razvajajo, ampak še vsem sede pač poj, kakšna pica ali pa pol. V mestu kaj takšnega, ne? Ja. Zdaj, ljudje si velikokrat tudi predstavljamo, da so te ljudje potem zelo ne zadržani, ampak tako zaprti za okolico in tako naprej. Pri njemu jaz nimam tazga glih občutka, da bi bil... S kolegi smo bili zelo sproščeni, če je sploh z družbo svojih prijateljev se zelo spusti. No. Koliko se je pa spremenil od srednje šole do zdaj? Ma niti ne, no, pač še skozi je, vedno je bil brihten, to smo vsi vedeli, zelo je bil poseben tako pač brihten na način, veki stvari stojijo, na tak način. Pa so ti takšni ljudje, ker ne zdaj samo on, tudi recimo s podjetji, s katerimi delaš, s firmami, so pač v zadnji ponavadi ljudje, ki obvladajo svoj posel, ki jim gre dobro in tudi so dobro konec koncev situirani. Ali se od teh ljudi lahko veliko tudi naučiš? Ja, ker jaz recimo vidim, koliko dobim tudi na teh snemanjih, ne od gostov. Od vsadzga nekaj dobiš, ne? Od takih ljudi do drugačnih. Če od vsadzga nekaj vzameš, je super izkušnja, kako oni razmišljajo. A ti kdaj kdo za posel svetuje? Za posel imamo toliko različno, oni imajo, ne vem, velika podjetja, ki se ukvarjajo še z drugimi stvari, kaj jaz, zdaj za posel. Ja, ne, niti ne, no, ne vem, pač že sam družba, že sam ta razmišljanje je že velika, ne. Tudi to, ker sem bil v tujini študiral, pa živel sem v Ameriki, naprimer, 1 leto. Sem v šolo hodil, oče je bil vojaški ataše in smo živeli v Ameriki. Wow. In sem šel 7. razred, sem delal v Alabama, Montgomeryju. Sem bil edini belec v razredu. Tudi to je bil en prvi tak kulturen šok za me, ne. Ampak ko smo toliko potovali po Ameriki, pa Lizbona, pa to vse naokrog, si bolj odprt, ne vem, sprejemaš to kulturo, pač jaz sem vedno mnenja, da moraš biti nasmejan, vesel, pač ne preveč lajfa resenja imati. Da nismo tako zelo zategnjeni. Ja, pač vse pride. Ampak kako pa je bilo odraščati ob očetu s takšno pozicijo? V redu, super. A ste imeli zelo vojaški režim doma? Ne. V bistvu je bil pilot, pa smo šli malo v Ameriko, tam smo veliko potovali, on je delal, pa v Washingtonu smo bili pa še 6 let. V bistvu sta šla, pa sva z bratom sama malo doma živela, ker sta bila one dva tam, jaz sem še srednjo šolo delal v Sloveniji, pa smo pa malo na počitnice, ki je hodil pa potovali po Ameriki. Zelo razgibano otroštvo in najstništvo v bistvu, ne? Ja, sam se mi zdi, da me tudi to dal, pač pa ta stik z ljudmi, pa tako, ker se z njimi ta sodelovanje z ljudmi, pa tako. A bi lahko rekel, da si mogel zaradi tega tudi na hitro odrastati? Ma ne vem, vedno sem se znajdel po svoje, hitro odrastati, ne vem. Se mi zdi, da ne, no, pač. Sta bila vedno tam, pa smo imeli vse, ni bilo tako nič. Kaj pa občutek edinega belca v razredu? Ma ni, so bile ful sprejeli, tudi drugi otroci so bili na šoli, ko smo bili iz drugih držav, smo imeli, ne, Japonce, Argentince, iz celega sveta smo imeli pa tudi skupino, ko smo bili vsi otroci diplomatov tam in tako. Zdaj, glede na to, da si veliko že takrat bil v tujini, kot otrok, kot najstnik, zdaj v tej dobi te pa nikoli ni pol zamikal, da bi šel... Ja, me mika, sam še nikoli ni prišel do take priložnosti, da bi šel, no. Ne vem, bi šel v tujino delati, Čakam, vse kao cajt prišel za to, vse ne mudi. Se pravi, če bi dobil za eno dobro ponudbo iz neke države po svetu, bi bil pripravljen z družino spokati nit? Zdaj, verjetno ne bi dobil ponudbe, da se prav preselil kaj, Verjetno bi bil to bolj projekt, kakšen tedenski, 2 tedenski in to bi bilo to, Dvomim, da bi zdaj dobil projekt, ne vem kakšen, da se bi kar preselil. Počak potem s podcastom. Ja, počakamo. No, ampak kako že pravijo, upanje umre zadnje, tako je. Ampak če pa bi se, pa ne bi imel težav, recimo, ne vem, pustiti Slovenijo pa iti. Ja, zdaj, ko imamo družino, pa se bi mogel posvetliti, kaj bi bilo dobro, pa tako naprej, Klej nisem več sama, Ja, tudi konc koncev za otroke, kako bi to vse skupaj izpadlo, Ja, pa tudi zaradi vsega, Ja, absolutno. Zdaj, če se nazaj vrneva k fotografiji, nekoč in danes sva že mečkano obdelala v smislu, da pač se sledi nekim trendom. Kaj pa nekoč in danes biti fotograf? Se pravi, a bi ti rekel, da je danes lažje ali težje biti
uspešen fotograf? Zdaj, trg je zelo nasičen s fotografi, to vsi vemo. Veliki je tudi teh novejših generacij, super, jaz mislim, da posla je dosti za vse. Eni se ukvarjajo s koncertno fotografijo, eni s produktno, eni s družino se fokusirajo, eni dojenčke. Pač zdaj, včasih, ne vem, kako je bilo včasih, ne vem, verjetno so imeli, za koliko časa nazaj to govorijo? Ne, govorim recimo, veš, razlika, dobro, zdaj on je tudi iz druge vrste fotograf, ne vem, recimo Arne Hodalič, kako je on prišel do tega imena, do te kvalitete, ki jo ima, se pravi, gre za čez drugo vrsto fotografije, ne. Danes se pa morda lahko dobi občutek, da nekdo, ki ima malo smisla, pa denarja našparanga, kup dobro opremo in on je zdaj poročni fotograf. Ni čisto, da ti kupil zdaj dobro opremo, pa je bil kar dober fotograf. Pač vse izkušnje, razviti svoj stil, jaz vedno pravim, ti moraš vedeti, vsak fotograf ima svoj stil, zaradi tega smo si različni med sabo, vsak dela drugače in pač pa se vidi, kjer mu pašejo kakšen stil, kakšne firme, kakšne fotografe naroča in tako naprej. Kaj bi rekel, da je tvoj stil? Ja, ne vem. Mislim, veš, vsak fotograf, tako kot si rekel, ima stil in vsak fotograf da nek podpis, pečat, tako pečat. Kaj bi rekel, da je mogoče tvoja razlika med tvojo fotografijo pa med kom drugim, recimo? Ja, ne vem, moje fotografije jaz ful rad delam studijsko fotografijo in vedno uporabljam studijske luči, tudi bolj za komercialno fotografijo, bolj za spletne prodaje. Nekateri imajo pa bolj te naravne tone, pa naravno svetlobo, pa tako, bolj mehko. Jaz sem bil vedno bolj mišljen kot studijski fotograf. In se mi zdi, da sem se kar naučil delati z lučmi, tako da tudi v studiu se da zelo veliko narediti v eni uri, z samo postavitvijo luči, da narediš dramatične portrete, lahko narediš svetle, temne, pač zelo veliko se da s tem narediti. In sem se res fokusiral na učenje s temi lučmi. Pa ti je pol poseben izziv, če pa recimo nekdo reče, zdaj pa peva se pa ven slikati? Ni izziv. Ni, pač to je ena osnova, svetlobo ti moraš poznati, kako deluje. Pač od bojevcev, od sten, od stavb, ki sonce prihaja. Pač narediš tako, da je oseba, ki jo fotografiraš, da si bo všeč. Vsak od nas ima v svojem poslu nekega mogoče vzornika, idola ali pa nekoga, ki nam je všeč, pa malo probamo slediti. Kdo bi bil tvoj? Ja. Imam jih, na pamet res ne vem, sam imam jih par na Instagramu, ki sem jih začel spremljati in so mi bili njihovi portreti zelo všeč. In pa sem pač gledal, imam njihove tutoriale, tudi kakšne sem si kupil, pogledal, kako oni obdelujejo fotografije, pač skozi se učiš. Zdaj na pamet res ne vem, kjer ga sem imel. Veliko imam na Instagramu, ki jih spremljam, ki so mi tako pač tudi za inspiracijo. Ravno to sem hotela reči, ne drugega verjetno ta neka inspiracija. Ja, ideja, inspiracija, tako. Tega je zdaj polno. A se kdaj zgodi, da moraš nekoga ali nekaj slikati, fotografirati, pa nimaš ideje? A veš, tiskaj rečemo, imam prazno glavo. Ja, kdaj se zgodi, sam pa nekako kar zalaufa, Začnemo, pa je pa tako, kaj zdaj pa razmišljaš, pa predstavljaš oči, pa ti še skozi ne sede. Pa nekaj pride, ja, to je pa hudo. Pa vidiš, pa kar prideš že s premikanjem z vseh scene, se približuješ, ni vedno, da me postavil zdaj luč, to je to. Ni vedno tako, pač ti probavaš, kaj ti odgovarja, da dobiš tisto, kar si iskal, en cilj, Zdaj, pri teh studijskih fotografiranjih verjetno velikrat slikaš tudi za kakšne, ne vem, modne stvari, se pravi, ne vem, ali je to neka kolekcija torbic, ali so to kakšni čevlji ali tako naprej. Kaj pa tisto, kar je recimo pri teh modelih, ki pridejo, pomembno? Zdaj, veš, včasih se mi zdi, da smo vedno rekli, model je punca, ki je ful suha, ki ima, ne vem, takšne in takšne lase, takšne in takšne oči in tako naprej. Pol je pa kar naenkrat se tudi že dogajalo, bolj kaj je bila posebna, drugačna, bolj je bila mogoče zanimiva, zaželena. Zdaj pri nas, mogoče jaz moram njo izpostaviti, meni je ona res tako en fenomen lepote, Karin Škufca recimo, Ona se mi zdi, da je punca, ki res ne moramo reči, da paše pod te neke smernice, kako bi nekaj moglo biti.
In ravno zaradi te svoje drugačnosti to zelo vleče. Če delaš s profesionalnimi modeli, to je res lahko delati, pa jih ne rabiš postavljati. V bistvu ti pa skrbi za kompozicijo, za svetlobo, model pa naredi svoj del. Vsak naredi svoj del. Pride make-up, naredi svoj del, pride model, naredi svoj del, jaz naredim svoj del in potem cel shooting zelo hitro poteka in so zelo kvalitetne fotografije, zelo hitro. Ni nobenega problema. Tudi naročnikom vedno svetujem, ko oni izbirajo dostikrat modele, da ne izberajo take, ki imajo izkušnje, ker potem je tudi ful lažje delati na setu z njimi. Tudi njih treba popravljati, ok, malenkosti jim svetuješ, zaradi, maybe, če delamo produkte, to, da ga bolj izpostavljajo ali pa karkoli. Ampak s profesionalnimi modeli je ful dobro delati, ker to je res simple point. Ja, zato ker pač... Fotografije super izpadajo iz produkt, ki ga predstavljajo, ga znajo predstaviti. Pač fotografi pa skrbimo sam, da vse štima nekako, kaj je na celota skupaj. Koliko velikokrat se ti pa zgodi, da ko vidiš na Instagramu kakšne fotografije punc ali pa vplivnic, pa si rečeš, oj. Niti ne, pač vsaka... Nisi tako zelo kritičen? Ne, nisem, pač tudi tisti, ki me najamejo, pač imajo jim budžet za to, verjetno ga uračunajo pa svojim naročnikom noter, tisti pa, ki nimajo, pač naredijo po najboljših močeh in to je tudi super, Pač vsak se mora znajdeti, se mora zmeraj znajdeti v lifeu. Koliko imaš pa veliko teh potem sporočil v inbox, v smislu, jutri imam fotkanje, mi lahko svetuješ, kaj gor? Ne, v bistvu tega ful nimam, bolj je za sodelovanja, za kolaboracije, pa kaj takega, če bi kaj fotkali skupaj. Ni, da bi se ljudje pol tudi tako, ali pa kakšni mladi fotografi na te obračali? To mi pišejo, če bi bila kakšna delavnica, če bi kdaj kaj naredil, ali pa če bom kdaj rabil kakšnega asistenta, da bi prišli zraven, sam da vidijo, kako fotografiranje poteka, sem že vzel nekaj, ampak zelo težko je, če grem jaz na shooting, da pa še njega merkam v smislu, pa najlažje, če vzamem sabo kakšnega, ki ga že malo poznam, ki pač povem, kaj naj naredi. Na porokah nisi sam, verjetno? Čisto odvisen, koliko so dolge poroke. Če ta dolge smo vedno dva, da ujamemo vse trenutke, če so pa krajše poroke, sem pa tudi sam. A pa ti, ko si ti začenil, si kdaj šel s kom na kakšno fotkanje, tako kot si zdaj rekel, recimo, da bi koga vzel. Si pol v bistvu bolj kot ne samouk, kar se tiče... v bistvu sem se pač, pustimo še ta študij, ampak tako... Zelo dolg že, Si se mogel sam pol izpiliti. Ja, v bistvu žena me kupila za 30 let fotoaparat. V bistvu zdaj profesionalno slikam šele 3-4 leta. 2-3. Ker prej sem bil nek zaposlen, pa po šihtu sem hodil. Iz hobija v posel, Iz hobija v posel, skrat sem napisal, Ampak to je bilo zelo tak težek obdobje, ker v bistvu sem dopuste dajal na službi, zaradi tega, da sem imel večje firme, da sem delal lahko celodnevna fotkanja. Pa je pa zmanjkalo dopusta za kaj drugega. Pa ni šlo, ne? Pa je prišlo do ene faze, ker še ni dal več naprej, sem dal pač odpoved. Pa me je skrbela, tako imaš družino za sabo, a bo šlo, malo po koroni, takrat se je nekaj dogajalo vse, ampak pač zelo so dobri odzivi od ljudi, Sem vesel, da so jim moje fotografije všeč, pa da se vračajo, to mi je najbolj pomembno. A misliš, da ti je pri tem, da se je vse skupaj pol tudi dosti na hitro odprlo, pripomoglo tudi dejstvo, da si v bistvu začel delati s puncami, ki so vplivnice pri nas? Ja, to je ful, pač se mi zdi, da so to, ki me označijo, pa da to se mi zdi, da je pomagalo, priznam, da je folk vedel zame, ampak upam, da so tudi fotografije saj dobre. Sam, da so me tegali. Ja, pravijo, da so, tako da verjetno pol so, ampak vseeno pa, mislim, dejstvo, tako kot si rekel, da so te pač označile, pa delile dobro izkušnjo, to je mogoče še en tak pokazatelj, kako dejansko se marsikakšna stvar, ki jo promovirajo, lahko hitro obrne, hitro proda in tako naprej. Ampak nikoli nisem ful forsiral to. Zmeraj sem šel čisto sproščeno tudi te storije, ki delam, nikoli ni bilo nič premišljam, pač vse skor fliknem mrskej. Glede na to, da si zelo z njimi obkrožen, je tebe kdaj zamikal, da bi tu šel v ta svet tako na polno? Zdaj, če me vdo kakšen sesal z komod po promoviral, mi ni problema, to je zmeraj pa. Ali pa kakšno dobro vilo z bazenom, da pelam družino. Tudi, bi šlo. Vsak verjeten bi vzel malo, Kaj pa sicer, da bi dejansko služil denar? Ja ne, pač to ni moj glavni, jaz rad fotografiram, to z veseljem delam, tudi obožujem to, kar delam, res mi ni težko.
In vsakmu, kar razlagam, kako je, ja, vsak dan je drugače, spoznavam nove ljudi, mreženje se dela samo od sebe, grem naprimer, če slikam dogodke, naprimer, kakšnih večjih firm, tam spoznaš veliko ljudi in tako naprej. V bistvu, posel fotografa je zelo hvaležen za mreženje. Vsak dan spoznaš nove ljudi in si odpiraš nove poti. Ampak moraš pa malo tudi biti tak človek, ker se mi zdi, da je pa lahko za marsikoga ravno to pretirano druženje in mreženje naporno. Ja, če si introvert, je zelo smoten. Ja. Je, ne? Ja, ampak jaz sem zelo rad med ljudmi, zelo rad sem tudi na porokah moraš biti zabavljač, v središču pozornosti, ko ti narediš skupinsko sliko 100 ljudi, moraš biti najbolj glasen tam se, pač jih moraš komandirati, A to pol pomeni, da na porokah mladoporočenca za tebe 2 menija naročijata, ali kako, glede na to, da pravijo, da te ne morajo nahraniti? Ne, se ne pojem toliko veliko, pač dobro genetiko imam. Kaj bi svetoval mlademu fantu ali punci, ki se odloča za to, da bi nadaljeval v fotografiji svoje življenje, v smislu, da bi to bil nek posel, ki bi se ga lotil? Da naj fotka tiste stvari, ki res hoče, da naj razvije svoj stil, pa čim več naj fotka, vse. Pač naj pros kolegice, naj začnejo delati pro bono na začetku, da se razvije, da vidi, kako je to. Pa počasi začneš lahko računati, ne moraš ti pač kar od začetka, Ampak ja, naj čim več fotkajo, vse. Naj probavajo, eksperimentirajo, karkoli. Ampak kje pa je potem tista meja, ki jo lahko vsak pri sebi, ta samokritičnost, veš, zdaj jaz recimo nimam preveč smisla za to, ampak jaz bi pa to rada počela. In zdaj bom jaz slikala oziroma fotografirala. Ampak rabila bi pol nekoga, ki bi mi rekel, ja, to je dobro, to pa ni, ker meni bo lahko vse dobro. Ja, Instagram ti zelo veliko lahko pri tem objav, pa boš videla, kako je rekel. Drugače tako pač tudi meni dosti mojih fotk tako ni všeč. Pač, ko pogledam za nazaj, si rečem, ojoj, ali pa za kakšno, pa poj folku všeč, pa poj jaz bi to čisto drugače naredil. Ampak pač ja, tudi jaz sem samokritičen do sebe, to smo vsi. Pač, če si malo perfekcionista, si vedno bo. Vse to ni nekaj slabega, to je dobro, vedno te žene naprej, da boljši si. Se glede na to, da si sam zelo vpet v fotografijo, pa v splet, pa v vse stvari tudi, ki se lahko na spletu dogajajo, pa niso preveč lepe, govorimo recimo o naših najmlajših in fotografiranju le njih. Kakšno imaš ti mnenje glede izpostavljanja otrok? Ja, mi da naprimer ne objavljava otrok. Pač tako so se odločila in tudi ne vidim potrebe po temu. Zdaj tisti, ki jih objavljajo, jih ne objavljajo, zdaj pač, ne vem, pač meni je to osebna odločitev vsakega posameznega starša. Ne naredi vsak. Me ne moti, če vidiš tam otroke, ampak vsak naj se samo odloči. Vajno vodilo, da jih ne, je pa bilo? Ne vem, to ni najna odločitev. Pač. Ne toliko strahu, kaj bi se vse lahko zgodilo. To se v te sama odločila. Pravimo, da je čim manj, ker vemo, da je splet je grozen, pa tako, kaj se dogaja vse, ampak probaš jih obvarovati na svoj način. Imaš kdaj težavo, ko pa moraš recimo slikati otroke vplivnic, pa veš, da bodo te fotografije šle na splet, na Instagram, Facebook in tako naprej. Bolj mislim to, veš, v smislu, da ne vem, opaziš, da pa nekaj ni, pa je na ročniku, vse je dober, a opozoriš v smislu, da dekle se ga pa mogoče. Ponad, če delamo z otroci ali pa karkoli, je zelo v osebnih prostorih, nikoli ni, da je zadaj celotna ekipa ali pa karkoli in je pa tudi v bistvu mamica pač ga sprosti, pa tako naredimo, da je vse, da je tudi otrokom dobro. Jaz ful ne maram, da otroci trpijo na fotkanjih, to je meni tako grozen. Tudi zdržijo oni 20-30 minut, pa je pa že konca, in tudi nočem, da trpijo, da je tudi to za njih lepa izkušnja, tudi ko pridejo na božično fotografiranje. Pač hočem, da se imajo dobro, pa so tam. Moj job je, da jih jaz ujamem v lepih trenutkih, tako da tudi na fotografiranju z družinam probam, da se otroci nasmejajo, da se igrajo med sabo, da se žgečkajo, da tako uživeti jih moraš v eno igro, da ni forsiranje. Da ni to fotkanje, ampak je pač druženje starši in pač jim je pa tudi lažje. Pa podkupnino z lizikam na koncu ful pomaga. Ampak imaš občutek, da je velikrat tudi forsiranje strani staršev v smislu, moramo imeti točno tako lepo
takšno sem si zamislil, nekaj zdaj to delati, smej se in tako naprej, ali ne? Ma ne, niti ni, vse je bolj sproščeno. Se jaz od začetka, zmeraj tako, ko pridejo otroci, zmeraj si malo prestrašil. Takrat hitro naredimo sliko za mamo, se reče, da poje na steno, ko vsi gledajo. Pa naredimo še une življenjske fotografije, ki se žgečkajo, pa se smajejo. Ki so bolj zabavne. No, ampak tudi to se je spremenilo z leti. Ja, pač niso več sam stojijo, ne. Bolj so važne fotografije, ta občutek, ki ga imajo takrat pa tako. Če bi recimo moral dati še za konec nasvet za vse nas, ki si želimo imeti lepe fotografije, pa ne razmišljamo samo o tem, da pridemo nekam v studio, da nas nekdo poslika, prej si že rekel, da lahko tudi s telefonom naredimo lepo sliko. Ja. Kaj pa je tisto, na kar moramo biti pazljivi? Govorim zdaj, se pravi, ne rezati nog, to se mi zdi, da je ena taka klasična, pri slikanju, ki polkar nog ni nikjer. Ja. To sem tudi sama velikrat delala, priznam. Ne rečem. A veš, obstajajo kakšne takšne, ne vem, zakonitosti, paste, ki boste slikali? Probajte, da se ne slikate v sencah, oziroma gledajte, da je v lepo svetlobo dovolj na obraz. To je, naprimer, če slikaš noter, da ne slikaš proti oknu, pa se obrnete, da dobite lepo svetlobo iz okna, vedno gledaš, kako iz kje sonce prihaja, oziroma kje je svetloba. Tudi mi zmer, ko fotografiram na porokah, me vprašajo, zakaj pa slikaš proti soncu, a ne bilo bolj, če se pobrnili. Ne, v redu je, ki pač ne mora imeti vsi podočnjake do sandola, od senc govorimo. Ja. Ampak tako, svetloba je ful važna pri fotografijah, no. Pa pol verjetno tudi kakšni koti, kako slikamo. Ja, kako se postaviti, pa tako vse. Mislim, veš kaj, jaz predlagam, da ti čim prej kakšno delavnico razpišeš, pa bomo vsi prišli se malo teh osnov naučiti. Prav, do takrat boš pa malo naštudiral, kjer se... model. Ja, ne, se bom učila, nam zna dobro slikati, bomo najdeli en drug model. Hvala še enkrat za nogavičke, kljub temu, da se nisem slikala pred Jumbotom. Ja, dokdaj bojo Jumboti? Mislim, da je ne 3 tedne zdaj. A, toliko časa? Ja. Odlično. No, še imate torej čas, da poiščete Jumbo, da se slikate, označite Matica, pa ste dobili takele lušne nogavičke. Štumfe. Frišne od Lipar Design. Ja. Super. Bo pa še kakšna poletna kolekcija unih nizkih, pa božična, pa tako naprej. Se pravi, vse pride spontano. Hvala ti, da si prišel, hvala, da si prebil let s prvim podcastom. Ja, super je bilo. Hvala tebi, ker smo povabila. Pridno ustvarjaj še naprej. No, hvala.